Denar poganja svet. Ali pa morda ne. Za vsakim dolarjem, evrom ali jenom se skriva zapleten sistem, ki določa, kako je ta denar ustvarjen, upravljan in vrednoten. A tukaj je vprašanje. Kaj v resnici nadzoruje vrednost vašega denarja in zakaj ta niha? Danes bomo razkrili zapleteno mrežo sistemov, ki urejajo denar po vsem svetu. Od zlatega standarda do sodobnih fiat valut in celo vzpona digitalnega denarja, kot je Bitcoin. Poglobili se bomo v to, kako je denar nadzorovan in kaj to pomeni za vas. Pripravljeni, da odklenete skrivnosti globalnih financ? Potopimo se. Začnimo s sistemom, ki je več kot stoletje opredeljeval globalne finance, zlatim standardom. Predstavljajte si čas, ko je bil vsak dolar, ki ste ga imeli, neposredno povezan z določeno količino zlata. To ni bil le koncept, bil je temelj svetovnega denarnega sistema. Zlati standard je pomenil, da vlade niso mogle preprosto natisniti več denarja po svoji volji. Vsak dolar je moral biti krit z ustrezno količino zlata, kar je zagotavljalo stabilnost in preprečevalo divjo inflacijo. Leta 1944 je sporazum iz Bretton Woodsa vzpostavil ameriški dolar kot glavno svetovno rezervno valuto, vezano na zlato po ceni $35 na unčo. Ta sistem je nekaj časa dobro deloval in zagotavljal stabilnost v povojnem gospodarstvu. Toda v 70-ih letih so se začele kazati razpoke. Soočen z gospodarskimi izzivi je predsednik Nixon leta 1971 ZDA odvzel zlati standard in tako končal neposredno zamenljivost dolarjev za zlato. Ta trenutek je zaznamoval začetek sodobne dobe fiat valut, denarja, ki ga ne podpira fizično blago, temveč zaupanje v vlado, ki ga izdaja. A zakaj se je svet oddaljil od zlatega standarda? Odgovor se skriva v prilagodljivosti, ki jo ponuja fiat denar. Brez omejitev zlata lahko vlade učinkoviteje reagirajo na gospodarske krize z uravnavanjem denarne mase. Vendar to odpira tudi vrata novim izzivom, kot je inflacija. Danes večina sveta deluje po sistemu fiat denarja. A kaj to pravzaprav pomeni? Fiat denar je valuta, ki nima lastne vrednosti, ni podprta s fizičnim blagom, kot sta zlato ali srebro. Njegova vrednost izhaja iz zaupanja in zanesljivosti, ki ju imajo ljudje v vlado, ki ga izdaja. Centralne banke, kot sta zvezne rezerve v ZDA ali Evropska centralna banka, igrajo ključno vlogo pri upravljanju fiat valut. Nadzorujejo denarno ponudbo in vplivajo na obrestne mere, da ohranjajo gospodarsko stabilnost. Ko slišite, da Fed tiska denar, to ne pomeni dobesednega tiskanja bankovcev, ampak povečanje denarne mase prek različnih mehanizmov. Eden glavnih ciljev centralnih bank je upravljanje inflacije, ohranjanje le-te na ravni, ki ni ne previsoka in ne preniska. Inflacija zmanjšuje kupno moč denarja, medtem ko deflacija lahko vodi v gospodarsko stagnacijo. Ključ do zdravega gospodarstva je iskanje pravega ravnovesja. A kot smo videli v preteklosti na ta primer med finančno krizo iz leta 2008, sistem ni popoln. Centralne banke se včasih trudijo ohraniti to ravnovesje, kar vodi v gospodarske vzpone in padce. To je nekatere spodbudilo k vprašanju, ali je fiat denar najboljši sistem. Denar ne ostaja le znotraj meja, kroži po vsem svetu zahvaljujoč trgu tujih valut ali Forexu. Forex trg je največji in najbolj likviden finančni trg na svetu z dnevnim prometom večjim od $6 bilijonov. A kaj se pravzaprav dogaja na Forex trgu? V bistvu se valute trgujejo v parih,
lahko kupite eno valuto, drugo prodate. To trgovanje določa menjalne tečaje med valutami, ki lahko nihajo glede na številne dejavnike od gospodarskih podatkov do geopolitičnih dogodkov. Na primer, zakaj je britanski funt pogosto vrednejši od drugih valut? Zgodovinsko gledano je bil funt podprt z veliko količino srebra v času zlatega standarda, kar mu je dalo višjo vrednost. Tudi danes njegova vrednost ostaja visoka zaradi zgodovinskih dejavnikov in tržnih percepcij. Forex trg prav tako igra ključno vlogo v globalni trgovini. Podjetja, vlade in vlagatelji morajo pretvarjati valute za izvajanje mednarodnih poslov. A s tem prihajajo tudi tveganja. Nihajoči menjalni tečaji lahko vplivajo na dobičkonosnost poslov, kar vodi v potrebo po strategijah zaščite. S tehničnim napredkom se spreminja tudi naš pogled na denar. Vstopimo v kriptovalute. Digitalne valute, ki delujejo neodvisno od centralnih bank. Bitcoin, prva in najbolj znana kriptovaluta, je bil ustvarjen leta 2009 kot decentralizirana oblika denarja. Za razliko od fiat valut, ki jih nadzorujejo vlade, kriptovalute temeljijo na tehnologiji blockchain, decentraliziranem registru, ki beleži vse transakcije. Ta sistem ponuja preglednost in varnost, vendar prinaša tudi nestanovitnost in regulativne izzive. Zagovorniki kriptovalut trdijo, da ponujajo zaščito pred inflacijo in način, kako zaobiti tradicionalne finančne sisteme. Vendar lahko njihova vrednost močno niha in še niso splošno sprejete kot plačilno sredstvo. Vlade po vsem svetu se prav tako trudijo najti načine, kako regulirati te nove oblike denarja. A prihodnost denarja morda ne bo povsem v rokah zasebnih kriptovalut. Centralne banke raziskujejo razvoj digitalnih valut centralnih bank, CBDC, ki bi združevale prednosti digitalnih valut s stabilnostjo tradicionalnega denarja. To bi lahko revolucionaliziralo naš pogled na denar in njegovo uporabo v prihodnjih letih. Medtem ko sistemi in institucije igrajo ključno vlogo pri upravljanju denarja, obstaja še en enako pomemben dejavnik – psihologija. Vrednost denarja je končno odvisna od zaupanja in percepcije tistih, ki ga uporabljajo. Brez zaupanja lahko tudi najbolj robusten denarni sistem propade. Vzemite za primer hiperinflacijo v Zimbabveju, kjer so ljudje izgubili zaupanje v svojo valuto, ko so cene skokovito naraščale. Ko zaupanje upade, denar hitro izgubi vrednost, kar vodi v gospodarski kaos. Način, kako ljudje dojemajo in uporabljajo denar, se lahko zelo razlikuje. Nekateri ga vidijo kot sredstvo za dosego cilja, drugi pa kot merilo uspeha. Ta psihologija vpliva na vse, od nakupovalnih navad do investicijskih strategij. Vlade in centralne banke se trudijo ohranjati to zaupanje prek politik, ki zagotavljajo stabilnost in zanesljivost denarja. Toda, kot kaže zgodovina, je to zaupanje lahko krhko, še posebej v časih gospodarske negotovosti. Denar je več kot le sredstvo menjave, je kompleksen sistem, oblikovan skozi zgodovino, politiko, tehnologijo in človeško psihologijo. Razumevanje, kako ti sistemi delujejo, nam pomaga bolje krmariti po finančnem svetu. Od dni zlatega standarda do vzpona digitalnih valut je evolucija denarja zgodba o spremembah, prilagoditvah in zaupanju. Hvala, ker ste se mi pridružili na tem potovanju skozi sisteme upravljanja denarja po vsem svetu. Če vam je bil ta video poučen, ga ne pozabite všečkati in deliti in naročite se tudi na kanal, da ne boste zamudili prihodnjih zanimivih videov. Še naprej se učite in bodite radovedni glede sveta financ. Do naslednjič!